Predstavljaj si, da skrolaš po netu in kar naenkrat vidiš en oglas, kjer nekdo išče nekoga, ki bi ga lahko pojedel. Čak, what? A ti to resno? Jaz sem Nina Jaz sem pa Maša. in to je A ti to resno. Ne moram verjeti, da se to dejansko dogaja. Tako, tudi ne. ampak dejansko so se full hit zmenili. Vidim, da so se en mesec nazaj pogovarjali o tem. Ampak sam nekaj, a Ja. bi si kdaj mislila, ko smo se mi dve spoznali, da bova kadarkoli v življenju imeli skupaj podcast? O lifeu. Ne. Pač, Maša, se ti sploh spomniš, da sem jaz tebe tako prvič videla, še preden so se sploh spoznali? A sem ti to že omenila? Ja, to si mi povedala. Na Sem. audiciji sva se videli. Ja, na ja. audiciji, Pač fora je bila, mi da so šli obe na Radio 1 na audicijo, a ne, za voditeljco in jaz sem čakala tam v veži, pač, da pridem na vrsto in je Maša lepo gor prtecala po stopnicah in mi rekla srečno in ta njen glas in ful simpatična in sem bila tako A dej, kjera no. konkurenca, presežem. Dej, no, pa Kuj, dej, ne, me Nina. je stisnil in evo, zdaj smo pa tako, klej skupaj, pač snemava. Let pa pol se že poznava, let pa pol, ti si sploh ne daš predstavljati, koliko je bilo to enih voice messageov na Instagramu. Mi dve sva se vsak dan pogovarjali, Ja. vsak dan. Tako po mojem, če bi to skupaj seštel, bi prišlo ene, ne vem, 365 ur ali nekaj. Ej, presežem ti, pač že to bi bil lahko podcast dejansko. Jaz bi lahko zlimala Ne. vse te Ne, voice message. bolj da ne. Bolj da ne, to ne bi bil Drugače podcast. realno. Kaj s tabo, da nekaj. Mislim, bil bi juicy, a ne? Ne, ja, v bistvu spoznali smo se res na radiju, ful smo se poklopili, ugotovili smo, da imamo ful veliko enih skupnih tem. Ena izmed teh, oziroma tem točk, no, ena izmed teh je tudi jepanje. Definitivno. Pač, če Ja. pogledaš moj TikTok, moja dva najbolj uporabljena hashtaga sta relatable pa storytime. No, Sam to Evo. uporabljam, ker sam jepam in pač enako velja za Mašo. zato tako so da- tudi voditeljci, zato smo pač Ja, tudi na radiju. ja, in za ta podcast dejansko tako en mesec nazaj so se ujeli na kavi, ker se drugače čez celo poletje sploh nismo videli, ker pač so skozi potovali pa to. No, in se končno ujameva in jaz tako ni rečem pač, ko pač bi začeli podcast, ker smo jih imeli eno to temo o teh Reddit zgodbah pa to. In tako Maša samo no, ja, tako sploh nisem dokončala stavka, ona Jaz sem bila že. takoj za, jaz sem Ja. vse realiziran, tako videla sem se tam s tabo na tem podcastu. In pol nam je zalaufal. Zdaj Ja. sva pa dejansko tukaj in to je najna prva epizoda tega podcasta. In v bistvu so se odločili, vsaj za začetek, da bova epizode tematsko razdelile v smislu na mesec. Torej, zdaj je oktober, je spooky month in lej, čeprav je kao Halloween nek ameriški pač praznik, to je neka amerikanizacija, whatever, meni je vse, meni je Halloween top in Dek. tudi ta spooky vibe mi ful všeč, rada gledam grozljivke, rada gledam thrillerje. Enako. Tako da so si rekli, da bova pač imela zdaj cel mesec bolj take creepy zgodbe, ampak ja, to ne bo zdaj spooky podcast na splošno, sam ta, zdaj pač te začetne epizode bodo pa take, ja. Tako je. Tako, true crime, paranormalno, creepy ljudje, teorije zarote. You name it. Tako je, ja. Vse to. V glavnem, ok, ja, mi da bi zdaj začeli s prvo zgodbo. Ok, no deva. A bi ti začela, jaz začnem. Pač jaz sem pripravljena eno, ki sem ti jo v bistvu hotela že prej prebrati, Ok, ker mi je res full creepy. ja. You will not believe this shit. Ok, da vidimo, da slišimo. Okay. Predstavljaj si, da skrolaš po netu in kar naenkrat vidiš en oglas, kjer nekdo išče nekoga, ki bi ga lahko pojedel. Čak, what? What do you mean? Ja, Viš te, kva? Poslušaj to. Čak, jaz rabam alkohol. Ja, ok. Ti kar, začni. Na Poljskem je enkrat živel en tip Viktor Has. Na videu je tak čisto običajen IT delavec. No, leta 2004 je pa na nekem skrivnem forumu postal oglas, kjer je iskal osebo, ki bi se strinjala, da postane njegov obrok. Ni ponudil nobenega denarja za to, sam pač zanimal ga je, če bi se slučajno kdo javil, Ok. ki bi ga pač lahko pojedel. What the fuck? In človek si valjda bi mislil, da se Slučajno. ne bo noben javil, ne? Valjda se noben javil. You thought wrong. Pazi to. Neverjetno se je en javil, to je Ok. bil pa Daniel Kruger. On je sprejel ta predlog in se potem po parih mesecih pogovarjanja online odločil, da se sreča s tem tipom oziroma Ok. dobi. Ja, Kaj se zgodi? ja, kaj? Tip ga je pojedel. Ja. Čak, sam mal. Kva? Še huje, da je to on vse posnel. In valjda, čez cajt je policija dobila te posnetke Daj na in seri. prišlo je sojenje. Zdaj pa, tam je prišlo do vprašanja, a je tip dejansko kriv ali ne, glede na to, da se je pač ta žrtev sama privolila v to.
O moj bog. Bom ti povedala, kako so se na koncu odločili, ampak me zanima, kaj si ti misliš. Zanimivo vprašanje. Mislim, ne? iskreno, ta žrtev, lej, pač, malo je tudi sam psiho, da je jo privolil v to, to je res. Mislim, tako, tudi če je v svoji glavi si mislil, me bi to sam za jebanci, kakorkoli že, zakaj se sploh greš to, veš kaj mislim. Sam po drugi strani pa ne vem, mislim, a je bilo maybe dokazano, da je imel kakšne psihološke motnje in je pol pač sam to izkoristil, a veš kaj mislim, ker tudi ne veš, je bil človek stabilen. Oba sta bila čisto normalna. In on in ta Viktor, ki ga je ubil. Samo pač, ne vem, tega Viktorja je zanimal. Okay. In dejansko se je pač en, ki je očitno tok, ne vem, ima neke fetiše na to, ali kaj svem, prijavil. Ja. Sicer le jaz pravim, ne, 100 ljudi 100 čudi. Ja, ne, sem to pa še ne. Vsi imamo svoje fetiše. Pa kako da sem še slišala za to? Kako da še ni kakšna dokumentarna o tem? Mislim, sigurno je. Mislim, mogoče, ker je bilo to 7, 2, 4. Ja, ok, si vse. Sej mislim, v ful tako starejših tudi serijskih morilcih ali kakorkoli že so posnete dokumentarne, pa to mi je res zanimivo, tega še nisem slišala, kaj to je tako. Pa, se pravi, ubil je pa samo tega enega človeka in pa so ga takoj dobili v bistvu. Okay, hvala Bogu. Jaz sem, what the fuck? No, ampak moje vprašanje zdaj tukaj je, a misliš, da je tip dejansko kriv in so ga potem na koncu obsodili, ali ne, glede na to, da je pač žrtev sama privolila? Je kriv zato, ker kanibalizem še vse ni a thing, pač to je še vse ilegalno. Ja, tako da je bil obsojen. Ja, je bil, dejansko je bil obsojen, dobil je dosmrtni zapor, kjer je še danes. Živje. Ja, živje. Oh my god. Pač ful tema, tako da mogoče, a veš, za kakšen naslednji intervju, ne, če bo rabili. Pa zih je eden tistih zapornikov, ki dobijo tako pisma v zapor od svojih fanov in tako, kako oni sanjajo, da ga poji. Ker sem gledala slike in ni to klep. Tako da, a veš, pač ni zdaj to nek Ted Bundy varianta, okay, ne? To je res, ja, Ted je, taki morilci ponavadi dobivajo zaradi videza. Pač morajo biti šarmantni. Ja, pač, to je res. Zdi, če si ti res psihopat, ne, tisti morilc, serijski morilc, psihopat, znaš tudi očarati, a veš, nisi tak zadržanik, IT-ovc, geek varianta, ne. Sam imaš pa očitno ljudi, ki fantazirajo o tem, da bi bili radi pojedeni. Veš, kaj mislim? Tako da, maybe bi taki ljudje pol pisali taka pisma na foro, I want you to eat me. Ej, to so pač eat me, a veš, na drugačen način. Razumem, pač ta fetiš čisto razumem drugače, by the way. Unga to drugega, da me pa pač nekdo poje za večer. I don't get it, iskreno, I don't get it. Tako da se pravim, 100 ljudi 100 čudi, vsak ima svoj fetiš. Očitno pač je to a thing, da nekdo sanja o tem, da te pač nekdo poje. Psiho, presežen ti. Ja, tako da to sem najdla, tale mi je bila kar taka. Me pa zanima, ja, a ga je pač, sigurno, a veš, forenziki pa to lahko ugotovijo, a ne kako je žrtev umrla, v smislu, a je umirala med tem, ko so jo jedli, ali je že umrla prej in je pol on sam jo pač spekel kot na žaru. Pa jaz mislim, da ne, ker se mi zdi, da tako pri ljudeh je tako, če bi ti se prav zdaj občutil neko bolečino, da bi te tam nekdo rezal, bi siguran prej rekel, ej, stop, sorry, nehi, ne? Ja, mislim, razen če ga je prvezo, a veš, pa pač se ni mogel ti prešati, no? Tam pa bi pa bilo v bistvu že tako kot nek umor, ne bi bilo dejansko neka samostojna, samovoljna privolitev, ne? Ja, mislim, razen če je med tem, ko ga je on mučil živo in je bil tako še. Dej, no, ok, da vem, to je ful temačno, prosim, ne me linčati, sam pač, res sem tako, hočem razumeti, mislim, ne, nočem razumeti, zakaj bi hotela to razumeti? Jaz ne bi tega hotela razumeti. Bolj da ne, ja. Razumem, kanibalizem, smo vsi že slišali o tem, ljudje imajo fetiše na človeško meso, ker je tak mal bolano, ampak to, da se pa pač prav nekdo jav prostovoljno, tega pa še ne, ja. Dej pojej me danes za večerjo. Ne vem, prvi slišim o tem. Že to, a veš, da je sploh napisal oglas, je tudi meni fukneno, a ne? Ja. Pač oglas je šel pisati, kvaj to, no? Pa še tako, da bi, ne vem, scrollil malo po marketplaceu ali pa po Bovki, pa je bilo tako random, tam je pač, jaz rabim enega danes za večerjo. A veš, jaz če bi to videla, da bi recimo jaz to videla v časopisu, jaz bi bila tako pač, ni big deal, tip se zajbava, veš kaj hočem reči, jaz sploh ne bi pomislila na to, da je to resno. Jaz bi mislila, da je to prank. Da je pač neka zajbanca. No, ampak vsem bi to prijavila, ker sorry, pač s takimi stvarmi se dejansko ne zajbavaš. Ne, to je res, ja, nek mora biti moja. Ja. Čeprav je pa res, ne vem, če si že slišala za ta dark web ali darknet, ne vem sploh, kako se reče. Sem že slišala za dark web, ja. No, tam zadnji sem nekaj gledala, da se tudi najdejo neki taki čist prizadeti oglasi. Isto folk prodaja ali neke dele telesa, isto folk se dejansko pač prodaja, da ga ti tam, ne vem, ali poješ, mučeš, ga režeš, ali ne vem kaj. Tako da so ljudje, ki imajo pač fetiš tudi na to. Ja, mislim, sej nisem naivna, ja, sej se zavedam, sem tako še vseeno, veš, slišati to, pa pol videti, da se je to dejansko zgodilo, pa nekaj čist drugega, veš, kaj mislim. Ja, exactly. Crazy, resno. Poglej si mar Darknet, no.
pa boš videla. A to lahko vsak dostopa do tega? Ej, ne vem, jaz iskreno, jaz sem hotela enkrat priti na ta Darknet, pa Okej. ne zato, ker bi bilo karkoli, ampak res me je zanimalo. Pač, Ja, je radovednost. iz radovednosti sem lahko, a je res folk tok prefuknen, Ja. da vse take stvari gor prodajajo, oglašujejo ali kakorkoli, ampak nisem znala. Jaz si tako že tako pač za računalnike pa to tehnologijo nisem. Ja. Tako da ne, nimam pojma, kako se dostopa do tega. Po mojem so neke kode ali kaj se jim. Ja, ene kode so, vem, da je neki tako, da moraš pravno. Ni Ni to. tako uno, da sam srčaš, jaz Ja. sem pa srčala, kao dark web. Ja, ne, ja, nič in ker ne dobiš. prideš na spletna stran, veš. Uno, ker ne Google pač v bistvu. Pač je zaščitena fora, a ne, ker pač to je tudi spet ilegalno. Sam klepa spet na konta, ne, kao folk, to je ful poznana stvar. Folk dejansko pozna ta dark web, ne, ampak kljub temu pa noben ni še tega dal dol. Noben ni dal te spletne strani dol. Mislim, IGS je tako dobro zaščitena, pa so tako močni hekerji za tem, kva da pač... Come on, kao da ne. Jaz se vem, malo je tako čuden, ja, ker pač si imajo tudi, ne, kaj se vem, policija, FBI-ovci, whatever, imajo sigurno tudi eksperte, ki bi lahko to naredili, tako da to je tudi zanimivo. Ja. Maybe za kakšno drugo epizodo se malo o tem pozanimava. No, ta bi bila ful zanimiva dejansko, no. Tako da to, lej, pač se pravim, 100 ljudi, 100 čudi. Ok, zdaj sem pa IGS jaz na Continue. vrsti. Taka jo bom zdaj jaz prebrala, je pa v bistvu paranormalna. Okay. Pač ne vem, koliko je verjamete v to ali ne, pač jaz sem tam nek vmes, sam se mi pa še vsem zdi zelo fascinantno, pa ko pač prebereš, koliko je enih zgodb na podobno foro, pa sigurno se ne izmišljujejo vsi, a veš kaj mislim, pač I get chills. Jaz sem glede tega tako, no, ne da verjamem, jaz iskreno nimam še nobene take paranormalne izkušnje in ne morem verjeti. Jaz enostavno pač ne morem verjeti v nekaj, česar ne vidim. Ja. Ampak po drugi strani si pa želim v to verjeti, Itak, tega, ja. ker me je kar mal scary ta ideja in misel, da dejansko pol enkrat, ko umreš, ni več nič. Ja, to je ful To mi je ful žalostno, grozno. pa to nočem verjeti, ja. Ne, Sploh ne. zato, ker če si že izgubil kakšne pač ljubljene ljudi ali kakorkoli že, pač hočeš verjeti, da te nek čakajo, pa da jih boš spet videl. Ideja, da jih kar nikoli več naš videl, mislim, zdaj mi gre na jok, o tem razmišljam, bolj da ne, ampak a veš, pač nikoli no. Pač mene je bolj scary to, da pač kaj, ker jaz enkrat umrem, je to to. Nič. Mislim, kaj je to nič? Pač meni je Pavel enkrat, ko smo se glih o tem pogovarjala, Pavel je ja, njen fant. A ja, ne. A ja, zaročenc! O ja, Moj zaročenec. čestitke Maši. Thank you. Ne, Pavel mi je enkrat, ko smo se o tem pogovarjali, rekel, da pač on misli, da je smrt tako, kot kar neke sanje, oziroma da zaspiš samo brez sanj. Ja, In meni je to full creepy. Meni Pač tudi, kaj, ja. jaz bom enkrat zaspala in to je to. ja. In to je to. In to bom tako In celo pač kam gre neskončno tvoja spala. esenca, kam gre tvoja duša, neki meni je to tako čuden, Tako. da kar kva zgine, veš, mora ta energija nekam iti. Vsaj tako uno, jaz tudi rabim nekaj paranormalnega, vsaj zato, da se lahko tolažem, da pol, ko enkrat pač umremo, Ja. je tam neki. Ja. Jaz drugače imam paranormalno izkušnjo, dve v bistvu, ena je malo Okej. bolj močna od druge in bom malo kasneje povedala, zdaj greva najprej na zgodbo. Prav? Ok, povej. Ok, no, preverimo tole zdaj. Se pravi, nekega večera po službi sem šla pod tuš. Priznam, da prejšnjo noč nisem spala in sem bila zelo utrujena. Glasbo sem imela na telefonu navito do konca, da bi jo slišala čez vodo. Na polovici se je pa ta glasnost zmanjšala. Tako, nisem več slišala sploh muske. Obrnila sem se, da dvignem zaveso in preverim, zakaj. Moj zaročenec je bil pred mano, odmaknil je zaveso, pomolil glavo noter in se mi nasmehnil. Zmedeno sem ga pogledala, pač kaj, a ne. Pol je glavo umaknil, ugasnil luč kopalnice in zaprl vrata. Bila sem besna, ker pač ne maram nekaterih vrst potegavščin, lahko mi rečeš, da sem dolgočasna, če hočeš, ampak to, ker sem bila utrujena, mokra in v temi, me je zadel še hujš. Takoj sem stopila izpod tuša, prižgala luč in jezno odkorakala iz kopalnice brez brisače. Našla sem zaročenca pri računalniku s slušalkami na glavi in se nanj razjezila. Pogledala me je zmedeno in prestrašeno, ker sem ga vprašala, zakaj bi mislil, da je to zabavno in mu rekla, naj tega nikoli več ne naredi. Rekel je, naj mu razložim, kaj je naredil narobe, kar me je še bolj razjezil, ker je pa zgledal, da se norca dela. Ampak ko je povedal, da je ves čas igral te neke igrice, preden sem šla po tuš, sem mu verjela. On sovraž potegavščine še bolj kot jaz, skup sva že 6 let in mi še nikoli ni poskušal skočiti za vogala, niti nisem videla, da bi koga drugega strašil, on pač ni človek, ki bi mu to sploh padlo na pamet. Stanovanje pa je tako, da bi ga mogla slišati, pa tudi nemogoče bi bilo, da bi tako hitro prišel do svoje pisarne, pa se tako dober na mestu s slušalkami in vsem. Pač kakorkoli obrnem, ne morem dojeti. Želim to nekako pripisati pomanjkanju spanca, ampak jaz sem mogla spet naviti musko do konca, ker se je pač ugasnila. Mogla sem spet prižgati luč, ker jo je nekdo ugasnil, pa mogla sem odpreti vrata, ker jih je nekdo zaprl. Midva jih zmer puščava odprta, ker sva sama in ima kopalnica slabo ventilacijo.
Pregledal je stanovanje za vsak slučaj, čeprav vem, kako on zgleda, pa obraz, ki sem ga videla, vem, da je bil njegov. Prosila sem ga, naj ostane v kopalnici z mano, dokler si ne sperem balzama z las, zdaj mislim na to vsakič, ko grem pod tuš. Prej so imela nekaj naključnih stvari, predmeti so se znašli na mestih, kjer jih nisva pustila, kamera za gibanje se je vklopila brez razloga, ampak nikoli pa nič tazga, da bi prav videla njega pred sabo in to ni bil on. Ok, se pravi, če jaz prav razumem, ta bejba je videla kakor enega dvojčka od svojega moža. Ok, lej, čist iskreno moje mnenje, to je pač neki, oziroma neka taka paranormalna zgodba, kateri jaz ne morem verjeti. Jaz enostavno pač ne verjamem, da tudi če ti vidiš ali pa zaznaš neko energijo, duha, kakorkoli, ne, da pač to ni neka oseba, da dejansko ne moreš videti. Mogoče to, da, okay, da se ti nekaj premakne, da se ti ugasne luč, to še lahko razumem, ampak tako, da pa ti pač prav nekoga fizično vidiš, pa nima veze, ali je to pač nek tvoj tip oziroma duh, ki zgleda tako kot tvoj tip, ali pa nekdo drug ali kakorkoli, v to pa ful težko verjamem. Vem, kaj hočeš povedati. Jaz si tudi tako predstavljam, kot neko energijo. Ali pa mogoče, ne vem, da bi videla človekov obris, ali pa tako neki, a veš, da je res pač bolj neka energija, ki jo čutiš. Pač čutim, da je tukaj nekdo ali kakorkoli, pač to še nekako verjamem. Ampak tako, da mi pa prav nekdo reče, ja, videl sem enega duha, pač videl sem tam, ne vem, enega človeka, sam da je bil pač tak mal bolj siv, tako kot en duh. Sorry, mislim, tako, to se strinjam. Sam jaz, ko sem prebrala to zgodbo, sem dobila tako kurjo polt, zato ker najprej ideja, da tvoj zaročenec pokuka noto tuš in se ti sam nasmehne. Pač ne vem, a ste gledali ono grozljivko Smile? A zgledala to? Prizadeta grozljivka. Pač če kdo ni gledal, ampak prvi del ta grozljivka meni tudi in nasmeh njihov, čakaj, da ga zdaj probam. Oh my god. A dej no, Nina, pač kvaj stavo, dej veš stran, oh my god. Se prav, ja, pač zdaj, če sam poslušaš in ne gledaš tega najnega podcasta, ja, I did the creepy face. Ampak ja, o glavnem, jaz sem si nekako, ko sem to zgodbo brala, dobesedno to predstavljala. Jaz sem si predstavljala tega creepy smileyja. A veš, in me je ful prestrašil in pola veš, ko mi je bilo tudi tako, pač, ko sem malo brala komentarje, ne, in folk je pač pisal, ok, lej, sleep deprivation is a thing, maybe nis bila naspana, veš, tako da se pojasniti, ne, da si pač to predstavljala, ali pa maybe to ti res kretena, no, in te vleče, to težko verjamem, ker čeprav, da on nikoli ne dela teh prankov, pa da dejansko je bejba najbolj presrana, hoče, da on stoji tam, da se ona lahko stušira in on kar še kar laže, pa ji ne pove resnice, mislim, to je tako ful slabo od njega, če to dela, ampak, a veš, dvomam, glede na to, da tega nikoli ne delo, pa tako, kar je rekla, ne, knez je muska izklopila, vrata so se zaprla, Okay, luč se je ugasnila. Mislim, kurje pot sem dobila, le to. Ja, to kontam. Okay, da se, ne vem, luči ugašajo, vrata zapirajo, kozarci premikajo, to nekako še lahko verjamem. Ja. Ampak to, da pa ti pol pač prav vidiš svojega zaročenca, oziroma neko, ne vem, kaj svoj obraz, obliko, enega demona ali pa duha, ki je v bistvu podoben tvojemu zaročencu, ne vem, v to težko verjamem. Ampak, ne rečem, se najdejo retardi, ki verjetno lažejo. Sam pizda dost, pardon na moje besede, ampak... Pač daj nama bo malo šlo, le. Ja, je bi ga... Like, I am only human, ok? Mislim, da reč do pred kratkim, jaz sploh nisem neki ful preklinjala. To se mi dogaja, odkar se družim z novimi ljudmi. Ne, odkar je na radiju. Ful je takih zgodb in sem sam tako, če ljudje to vidijo, če se jim to dogaja, mislim, ne vem, maybe sem malo naivna, ampak... Ne vem, pa se ti pravim, jaz ful težko verjamem v karkoli, zaradi tega, ker se mi še nič takega ni zgodilo. Ja, no jaz imam dober primer. Ja, meni moraš verjeti, ja. Pa ne lažem, to se je meni ležite enkrat zgodilo. Se pravi, jaz v srednji šoli, by the way, da razjasnemo, jaz v srednji šoli nikoli nisem zares pila alkohola, oziroma vsaj prvi dve leti srednje šole nisem, zato ker sem bila ful tako, ni mi bila všeč ideja, da sem out of control, pač hodila sem biti pod nadzorom, pa ne vem, nisem hodila biti pijana v glavnem. Look at her now, pač. Ja, evo, look, kam smo prišli. No, in ja, en dan sem se vračala z ene žurke, to je bilo tako okoli 1 zjutraj, ne? Okay. Nisem bila dolg, pač lepo sem šla peš, ker ni bilo tako daleč od mojega doma, 10 minut peš. In sem šla po eni ulici, na levi strani so bile bajte, na desni strani so bile pa tako, je taka široka ulica, dejansko vse lahko vidiš, veš, ni vogala, kamor se ti lahko skriješ, ne? In tudi te hiše, ki so bile pa na levi strani, so bile pa tako lepo zavarovane. No, in jaz grem imene bejbe. Ena ženska v beli obleki je hodila mimo te hiše s svojim psom. V beli obleki? V beli obleki. I'm not kidding.
Daj V beli obleki. Ej, ne lažem, ti se to spomnim, da bi bilo včeraj, pa v lifeu se ne bi tega zmišljala. V lifeu se ne bi tega zmišljala. Ne vem, kakšna starejša gospoda. Ne, tako srednja leta, tako, kaj se meni, zgleda 41 približno, ni bila ful stara. Čak, sam mal, ampak a ti si šla to ven, ne vem, po zimi, da si bil ful oblečen? Jesen je bila. A pa je bilo mrzlo? Ja, čil je bilo, ni bilo lih prijetno za kratko obleko s kratkimi rokavi. Pač obleka je bila daljša, tako kot spalna srajca, vem, zelo klišej zveni, vem, ampak pač tako je. Spomnim se, da bi bilo včeraj, ker to je mene traumatiziralo. Okay. No, in imela je psa na povodcu, tazga majhnega, ne vem, kjer pas ima tak daljša dlaka. Kaj je bil mal čuden? Ne, normalno, pač hodil izraven nje na povodcu, tako res normalno. In pač jaz imam najraje pse, valjda, ne, in jaz se tako sklonim, da pač psa pobožam, zato ker sem šla direkt mimo nje in on se je pa ob mojo nogo tako dregnil, a veš, in mi je bilo tako cute, in sem ga malo pobožala in sem se tako malo nasmejala na foro, ne, pač kjer luškam pes. No, boj pa me ni sploh porajtala, sam naravnosti gledala in hodila, kada je v enem transu, ne. In meni je bilo to fucking to creepy, valjda najprej sem si mislila, maybe sleepwalk ali pa kaj, ne. Presežem, jaz se spomnim tukaj, da včeraj sem pružila sem korak, a veš, ko sem začela sem hitreje hoditi, avtomatično, nekaj bilo weird. In pol na določeni točki, ko sem prišla tja do prehoda za pešce, se obrnem nazaj, da jo pač pogledam, a ne še enkrat, in je ni bilo fucking več. Ampak ti poslušaj to, ona ni imela nikamor za iti. Zato, ker na levi strani so bile pol že tam prehod za pešce, ker sem ga jaz tudi, jaz sem bila kle, kako je bilo to? Kle so bile hiše, jaz sem na temu prehodu za pešce, ona je bila tako malo za mano, tam so bile te hiše, kamor ona ni mogla noter zaviti, ker tudi vem, kdo tam živi in vem, da ta gospa ni tam, veš, kaj mislim. Edina stvar, da bi ona lahko zavila v to ulico, kjer sem bila na prehodu za pešce, jaz sem toliko pospešila, da ona ni bila tako hiter za mano, pa tudi, ker sem pogledala v to ulico in nisem videla, pa čez cesto na desni strani je bilo pa toliko prostora, pač to je tako, a veš, ni bilo v njih vogalov, kamor bi se ona lahko skrila, pa je rekla, zavilajo to zakotno ulico in je pač ne vidim. Ne, ni imela nikamor za iti. Če bi ona šla kam čez cesto, bi jo pač videla tam čez cesto. Videla bi jo, nekje bi jo videla. Ampak se pravi, to je bilo kaj, okrog enih ponoč, ko si se ti vračala iz ene ženske. Ja, in presežem ti, videla sem žensko. Koliko litrov si pa spila? Noč sem spila, ne, jaz sem normalna. Zato, ker tudi, ne vem, hodila sem tam prav, vem, spomnim se, da sem imela trezno glavo, še malo sem tako hitela, zato, ker ne maram se sprehajati sama po noč. Tako pač res je bila taka situacija, pač jaz sem res priseben človek, jaz sem zelo priseben človek, meni, ne vem, jaz ne lažem resno. V glavnem, in jaz sem potem dobesedno sam začela sem teči. Prišla sem tam, zaklenila sem se, začela sem jokati, mami pride do mene, me sprašuje, kaj je narobe. Koliko si pa rabila pol še do doma? Ko sem tekla, sem rabila tako 3 minute. Aha, blizu je bilo. Si ga imela blizu. Ja, in sem tudi šprintala, ne. No, glavno, in se jokam in ne vem kaj, in mami tako je vse v redu, a ti kdo kaj naredil, ne vem kaj, in sem mi pač povedala, in ona tako valjda, predstavljala si se, ja, veš, ne vem kaj, a si kaj spila. A veš, ko vsi hočejo racionalizirati, sam jaz pa vem, kaj sem videla, vem, da nisem bila pijana, vem, da ne haluciniram. V lifeu. Pač kaj, da fak. In v lifeu nam tega pozablja. Tako da, a veš, ko preberem tako zgodbo, verjamem, zato ker se je meni kdaj zgodil. In se ne rečem, se jaz tudi sama sebi hočem razložiti, da je pač, maybe pa je bila ena ženska, pa je res sleepwalkala, pa je šla v en vogal, ki ga jaz nisem videla. Sem tako bolj, kar razmišljam, pa jaz živim tam cel life drugače. Jaz sem se tam sprehajala vsak dan, cel life. Kontam. To ni meni neko neznano območje, ne. Vem, kako izgleda tam, vem, kam greš lahko, kam ne moreš iti. Tako da pač jaz sam kontam zdaj, ne vem, kako pa je izgledala ta ženska. Ne vem, kakšno faco je imela tako. Bledo faco. Ja, vem, bleda faca je bila, gledala je tako da je v enem transu, tako imela je razprte oči. Jaz vem, da sem sam kurjo pol dobila, koliko sem videla. A veš, kaj bi jaz naredila? V bistvu bi po mojem šala naslednji dan vprašati te sosede, tiste, ki pač poznam, ki živijo v sosednjih bajtah, a mogoče poznate to gospo, oziroma je to od koga tašča, ki je, ne vem, prišla na obisk, ne, pa malo prišla težit, a mogoče kdo to pozna. Ne vem, to bi mogoče vprašala. Jaz sem bila tako presrana, Maša. Jaz sem imela pol travmo tam mimo hoditi. Razumem. Spomnim, sem pol, komorkoli sploh še to govorila, sem sam matki povedala, kaj iskreno, jaz sem tak tip človeka, da če se mi kaj zgodi, bom to vsem izpričala, veš, tako, vsaj bližnjim frendom, no. Pač hočem dati sebe, hočem povedati, da se bolj počutava, ne. Ampak ne, glede tega tako, jaz sem bila kruno, veš, dejansko, da sem ostala brez besed, da sem bila sam tako obnemela sama, veš. In tega v lifeu nam pozabila, ne. In pa imaš v bistvu ne travme, ker se sploh ne upaš več tam hoditi zvečer ali kako. Jaz se spomnim, recimo, ne vem, sicer to ni paranormalno, ampak se ti spomniš ene par let nazaj, jaz sem bila po mojem prvi letnik srednje šole takrat, ker je kar naenkrat prišla sem ta manija teh klovnov. Folk se je oblačil v klovne in pol so šli, recimo, ne vem, zvečer si se vozil po neki makadamski cesti z avtom in tam sred ceste je bil en kloven in te je kar naenkrat začel loviti. To se je začelo v Ameriki. To se spomnim.
A se spomniš? Ne, jaz se tega ne spomnim. Okay. Bilo je full creepy in valjda pač ni bilo dolgo, ker je prišlo to tudi v Slovenijo. Jaz ne vem, ko sem to lahko zgrešila, zato ker jaz se klovnov ful bojim drga. Daj komentirajo oziroma javnama, če se spomniš tega, ker jaz to res nimam pojma. To sam jaz spomnim, ne se ne. No. Ja. Pač no, to se mora se še kdo spomniti. Pač bila je neka kloven manija v glavnem. Bilo je grozen. Mene je bilo toliko strah jeti zjutraj v šolo, a veš, v 5 ostaneš oziroma v 5 greš na busno. Ja, valjda, sem imela 15-20 minut do busne, čez eno polje tam. Tema, zvezde in jaz sam konta, fuck, sam da ne bo zdaj. Ne, to je travma. Pač, a veš, kako se jaz drugače bojim klovnov? Zato, ker jaz včasih se nisem. Jaz se bojim, včasih se nisem. Spomnim se, da sem še kot otrok sem bila enkrat maškara, sem bila kloven. Full cute kloven. Kdo pa ni bil kloven? Po mojem pa ne vem, a res? Vsaka matka oblekla svojega otroka. Ampak jaz sem bila tako prav v osnovni šoli, a veš. In drugače sem bila jezna, da me mami v klovna napravila. Sem bila tako, nisem mogla ne princeske dobiti ali nekaj. Jaz sem bila ninja želva v osnovni šoli. Zato, ker je bil pač to edini kostum, ki smo ga imeli doma. Cute, drugač. Kjera bombica majhna. Ok, to je full dober. V glavnem, no. In jaz sem gledala pa eno grozljivko na TV-ju. Pač mislila sem, da je neka normalen film, no. O klovni. Ja. It. Ne, It takrat še ni šel. Ne, pa se It je mislila, da je še ena starejša verzija. A je? Pa je bila mi bi. Pač ne vem, ali je bilo o klovnu in da sem jaz to po TV-ju gledala in da od takrat naprej, pač. Ne. A res ali kaj? Ker meni pa It mi je pa tako ena izmed redkih grozljiv, ki mi dejansko ni scary. Kva? Pač ni mi scary, zato ker je kloven. Sorry, pač kloven. Ja, vidiš, ker se ne bojiš klovnov. Ja, jaz pa si jih, tako da mi je, ja. Ok, razumem. Pač razumem, ok, kontam. Po mojem bi bilo bolj strašno, če bi bila, ne vem, neka nuna tam ali kva je svem. Meni pa nuna ni tok. Kva? Ja, mislim, meni pa je nuna tako dosti čilja. Nuna ti je dosti čilja? Ja. Meni je kloven ful bolj huj. Huj mi je ful. Nuna? Ja. A si gledala film? Ja, valjda, da sem. Pač valjda, da je scary pa creepy. Ne, bilo mi je scary, bolj mi je scary kloven. Ok, zdaj, če mi govorimo o neki normalni nuni, da pač pride tam in samostana neka nuna in me pozdravi. Ja, ampak ne, če govorimo zdaj specifično o teh dveh grozljivkah. Pač mi recimo It, pa te klovenske grozljivke so mi huj od nunskih. Od nune, specifično. Od tiste scary nune? Ja. Kva? Ja. Dej nekaj. Ne vem, a veš kaj tudi? Ne vem, tako, maybe mi je tudi bolj scary ideja, da mori nekdo, ki je dejansko, mislim, vse ta klovan v Itu je načeloma pošast, ne? Sem tako, jaz sem si ga jaz predstavljala kot nekega človeka, ki se pač našem v klovna in mori, a veš kaj mislim? Nuna je pa tako nekaj paranormalnega, nekaj nedokazanega. A ni to bolj scary? Ja, ne vem, bolj so mi scary stvari, ki vem, da se lahko zgodijo. Vem, da se lahko en človek našem v klovna in ubija. A veš kaj mislim? Ja, kontam, in je bolj tako relatable in mi je zato mogoče bolj scary. In to sem te dejansko hodila vprašati, ja, so ti bolj scary paranormalne stvari, ali so ti bolj scary take? Paranormalne. So ti, ja? Paranormalne. Ne vem, ker se mi zdi, da če bi pač nek serijski morilc prišel tam nad mano, da bi se lahko obranila. Ne vem, pač moj delusional self tam misel, da nekako bi se pač skotalila ven in skotalila dobesedno prišla čez vrata, stekla, ker se mi pa zdi, da ne vem, če bi pa prišel nek paranormalen lik, neka nuna ali duh, whatever, kaj pol naredila? Kar stane križa. Ja, wow, ker to je pa res ful pomagalo na momentu. Pač nimam kaj, sorry, jaz nimam takih moči, jaz sem tukaj navaden smrtnik, pač vzemi me. Ne vem, kaj ti rečem, pač take me to hell, res. Ok, to make sense drugače, ja. A veš, kaj mislim? Vem, kaj misliš, kaj hočeš povedati, ja. A je scary, če naletiš na nekega serijskega morilca ali whatever. Vse to se dejansko lahko zgodi, ne? Medtem ko paranormalno, ne pravim, da se ne more zgoditi, ampak spet pač tak velik question mark. Ja, mislim, sej ne rečem, sej jaz bolj kar razmišljam, tudi mi je težje oceniti, ja. Sej tudi ne vem, nekaj sem prej rekla, da mi je mogoče bolj strašna ideja, da se lahko nekdo našem v to in pa straši, sam po drugi strani mi bi pa dejansko res sam fora to, da se že tako bojim klovnov in mi je zato to bolj logično, bolj strašno, ne. A pol kakšen cirkus zate, tako, no, čisto cirkus, spade. Ja, fuck, pa ne, že nasplošno tudi zelo imam rada živali in ideja, da so tam živali ujete, ampak dobro, to je že čisto druga zgodba, tako, že zato so mi cirkusi recimo antipatični, ne, tudi živalski vrtovi pa to. Kontam. Zdaj tako, pač glede na to, da sva že pri paranormalnem, imam jaz nekaj isto fucked up paranormalnega. Ojoj. Jaz sem ful presran človek, ampak nekaj me pa ful vleče k tem paranormalnim stvarem. I know. In sem dosti stvari prebrala, dosti stvari videla. Ta specifičen primer me je pa tako šokiral. Oh my god. Res, tako šokiral. Sam nekaj moram izpostaviti. Jaz sem se pred kratkim preselila na svoje in jaz, ko sem delala research za te stvari, pa pač vsi pišejo, da se jim premikajo stvari v stanovanju. In zmeraj je stanovanje. In sem tako, zakaj ni hiša? A veš, tako zdaj bi se lahko smejala, ne živim več v hiši,
Ne, Čeprav specifično stanovanje. Je tudi hiše. Samo, Vem, sej tam v so. Ameriki. Sam jaz, ko sem brala zdaj zgodbe za pripravo, na to sem večinoma našla stanovanje in sem bila samo tako in tle sama v stanovanju to berem. Tresla sem se. Jaz ti priporočam, pač po tej epizodi bova kle obesli en tak velik križ gor in to je to. Jezus In to je to. Kristus. Pač požegnali sobo in konc, Oziroma ne. tebe bom tu zaprla kle z mano in ne greš nikamor danes in boš pač mi delala družbo in je to to. Ko grozen. Se pravi, en tak res fucked up, paranormalen primer. I need alcohol for this. Pač, by the way, če spet ne gledaš videa, pijeva tudi vino, ker je edino prav tako za take zgodbe. Ok, V nadaljuj. glavnem. A mogoče poznaš zgodbo Anneliese Michel? Prvič slišim. Prvi slišiš? Ja. To je v bistvu eden izmed najbolj znanih eksorcizmov. V bistvu je to, gre za eno punco, Oh my Nemko. God. Zelo znan eksorcizem, predvsem zato, ker je bil to eden izmed redkih primerov izganjanja duhov, Okay. ki je dejansko prišel na sodišče. In pa tudi zaradi Sodišče. enih zelo, zelo creepy, disturbing audio posnetkov, ki so bili narejeni med tem eksorcizmom. Se pravi, we have proof, bitch. Ja, we have proof. Oh my God. Zato ti pravim, da mi je to še bolj creepy, ker jaz, ko sem poslušala te posnetke, jaz ti sploh ne znam povedati, meni so šle tako kocine pogor. Verjamem, Pogor. ja. Pogor. Pač Po pogor. konc. Po koncu. V glavnem, da ti povem. Ta punca Čak, se je rodila- samo, čak. Čak, da še malo spijem, okay? Ja Daj, se lahko daj, pripravim, okej. okay. Ne, to mi pa tudi ful. Ja, jaz Pa ne veš, morem, a veš, kaj je najhuj pri teh, pri teh teh... exorcistih, mislim tako, karkoli sem jaz zdaj videla v filmih, pa to se ne ima, to resnica, ampak tako, ko se jim začnejo telesa zvijati, pa to. A veš, v teh, a veš, to, ki se kar lomijo, to je meni najbolj creepy stvar na svetu. Koliko je meni to nagrado? Mislim, po mojem, zdaj to govorim že za vse, za klovne, za vse, meni je to vse creepy, sam pač res ne morem. Kaj je tako, da bi te en kiropraktik nalomil tam, ogabno. V glavnem, No, da ta slišimo. bejba rodila se je leta 1952 v Nemčiji. Okay. V bistvu je odraščala v zelo strogi, konzervativni družini. Njena dva starša sta bila neka verska fanatika, se pravi, maše skozi vsako nedeljo, neki strogi verski običaji. In kot najstnica je doživela prve epileptične napade. Kasneje so jo tudi potem diagnosticirali z depresijo, Okay, boga. dobila je tudi te antidepresive. Pri 20-ih pa je začela odklanjati vse predmete povezane s cerkvijo, religijo, oziroma pač na nek način ratala intolerantna na take stvari. Okay. Zdaj, družina se je najprej obrnila oziroma poiskala zdravniško pomoč, ampak kljub temu, da so ji predpisali ne vem kakšna zdravila, hotel pomagati, ji nič dejansko Čak, ni sorry, pomagalo. samo, zdravila so jih hotela prepisati zato, ker ona ni tolerirala verskih. Ne razumem, mislili kva? so, da A je za to v depresijo, bistvu ali? pač, ja, kakor povezan z depresijo, Aha, z okej. nekimi temi epileptičnimi napadi. Aha, in ok, ok, tem. ok. In zato so ji potem pač predpisali neka zdravila, ki pa niso pomagala. Okay. Naj bi bilo, to sem zadnjič brala, da naj bi celo nek zdravnik priporočal, oziroma njenim staršem priporočal, da naj rajše obiščejo duhovnika. Da se mi to ne zdi normalno. Oh moj bog, dejansko, Ja. da je to zdravnik rekel. Ja, To je pa ja. noro, ker zdravniki se veš, oni ne verjamejo sploh v take stvari, so znanstveni. Znanstvenost, znanost in to je Ja. to. Ne? No, in kasneje dejansko so šli po duhovno pomoč, ker so bili prepričani, da je ta bejba obsedena. Zdaj najprej jih je katoliška cerkev zavrnila, Okay. potem po večjih poskusih pa so poslali dva duhovnika, ki sta dejansko dobila odobritev za to, da lahko pač izvedeta ta eksorcizem. Naj bi šlo za enega duhovnika po imenu Arnold Renz in pa Ernest Alt. Okay. Zdaj, v vsem tem cajtu je imela punca 67 seans. 67, vsaka seansa naj bi trajala po več ur. Boga. Zdaj pa ti izračuni. Oh, shit. Ja. Čez nekaj cajta je punca pač nehala jesti, piti, bila je izredno, izredno podhranjena, izčrpana, dehidrirana. In potem pri 23 letih tudi umrla. O boga, koliko mi je žal za njo. Čak, koliko let je to trajalo, ti seanse, pa to, koliko časa? 2 leti. 2 leti, oh moj bog.
kako mi bed za njo. Ampak veš, to je tudi to odraščalo v neki verski konzervativni družini. Tako. Zakaj se to zmer dogaja pol takim? Sorry, zakaj? Ja, zakaj? Jaz mislim, da te paranormalne stvari se dogajajo predvsem ljudem, ki v to verjamejo. Ker potem pač tudi lažje prepišejo neke stvari, neka, ne vem, premikanja svečk. Ja, nečemu nadnaravnemu. Tako, Ja, tako, ja. kakor pa, da bi dejansko pač to probali razložiti po neki, ne vem, normalni, logični poti ali kaj jaz vem. Ja, mislim, sicer nekatere stvari se zelo težko, kot tista moja zgodba, pač Okej, jaz to zelo težko to razložim. razumem. Sam ja. Ampak hitreje dejansko asociiraš te stvari z nečim nadnaravnim, če si tudi ti veren, če res verjameš v to, če si nek goreč vernik tam, ne? Kakor pa, če pa si ateist, ne verjameš in tako naprej. Ja, to je res. No, ampak po tej smrti so bili, se pravi, oba dva starša in duhovnika obtoženi umora. Oni so Valjda, se ja. pač zagovarjali, da je šlo za eksorcizem oziroma izganjanje duhov, da je bila ta bejba res dejansko obsedena. So jih pa potem obtožili zaradi zanemarjanja in zavrnitve medicinske oskrbe, ki naj bi ji tudi rešila življenje. Se pravi, če bi oni, nekje so tudi rekli, da če bi jo en teden prej peljali k zdravniku oziroma v bolnico, bi mogoče punca celo preživela. Jaz sem kurje pot zdaj dobila, pa ful mi je žal, zato ker realno pač, ne vem, ne vem, daj nadaljuj, sorry. bom pol. Počakaj zdaj. Ja. Počakaj. Zdaj sojenje je bilo tako. Zaključek, starša sta bila kriva, obsojena na 6 mesecev pogojne kazni in pa tudi oba duhovnika sta šla čez pogojno kaznijo. Aha, sam pogojna kazen. Ampak pazi, Okay. zdaj pa ta creepy del. A to je, nismo še pri kripi delu, Ne, pač to je kaj? bil nek uvod, introduction, da pač boste vedeli, o čem govorim. Okay. Creepy del. Njeno obnašanje in dejansko te posnetki. Okay. Bejba je bila zelo agresivna. S tem, da ti moraš vedeti, pač bom ti potem tudi pokazala sliko, tudi valjda tepne. Bejba je bila, ker je bila tako podhranjena, je bila zelo suha. Tako ni bila glih premoči, Ja. ampak kljub temu je bila zelo agresivna in zelo močna. Tako dejansko je lahko premikala, udrivala tam ljudi, moške. Sam ki so sej, bili če se trikrat ti, večji. ampak če se ti počutiš ogrožen, jaz mislim, da imaš ta naval adrenalina. Mogoče. To je Ja. tudi ta, ne? Mogoče. Ampak ja. Mogoče. Pila je svoj urin. Okay. Ja, pač, a ni imela vode, maybe pač si mogla znajti, no, mislim. Come on. Jedla insekte. Okay. In mislim, a niso hranili? Ja, mogoče. Se plazla pod mizo. To so pa zdaj ti kripi deli, Ja. ki mene motijo, ti fizični deli, to je najbolj jaz, hudo. ko to vidim, oziroma ko to slišim, si predstavljam res tako neko pošast ali obsedeno bejbo. Veš, Ja, kako ja. vse Zakaj bi to sploh delala? Sam, a veš, če se ji pa tudi zmešali, ker so to 2 leti Ja. delali z njo, pa to, a veš, pač človek se suka. No? Lej, sumali so tudi, da ima bejba skizofrenijo. Tako da verjetno ne, to Ja. pač nekako explaina. Ne poznam pol nekih simptomov skizofrenije, ampak Pač da se ti, mislim, da je to pač ti dejansko nekaj vidiš, slišiš stvari, ki sploh niso res, se dogajajo v tvoji glavi, ampak ti imaš feeling, kot da ne vem, kot da bi jaz zdaj tebe videla tukaj z neko demonsko faco. A veš, kaj mislim? ok. In dejansko bi jaz mislila, da pač si ti nek demon. Ne? Ja. Prišlo je že do te točke, da je bejba 2 dni zapored lajala KPS. Pač 2 dni zapored, 24 ur na dan. Okay. Je bila tam v sobi, ker ne vem, neka čivava. Sem zanimiv, če je demon posedel tako, da laješ kot pes, kje najdeš to idejo kot demona, veš, tako, kaj razmišljaš kot demon. Pač po mojem to, Kakšno da bolj vprašanje vem, iritejtaš folk. Maybe. Pač, da greš tam na živce vsem ostalim. Ja, maybe res je. Odgrizala je ptici glavo. Ja, mislim, ja, a če si lačam, pa dehidriram, pa to se ti začne tudi mešati, ne? Exactly. Seveda, ja, pač, kot sem že rekla, ni mogla gledati ali pa biti v isti sobi, kot križ, sveto pismo. Okay. Sam to je pa spet, sorry, prekinjam, Ja. ampak to je pa spet lahko posledica tega, da pač bebe je odraščalo v takem konzervativnem Exactly. okolju, ne se je zmešal, zato In ker ni mogla več skizofrenija. prenašati tega. Dejansko, In veš, pol da ti pač to kombinacija misliš. vsega, to je Ja. lahko razloženje. Ja. Zdaj med temi vsemi eksorcizmi, ki jih je imela, je rekla tudi, da so jo obsedali vsaj 4 demoni, oziroma pardon, vsaj 6 demonov. Okay. Med njimi tudi Lucifer, Judas, Hitler. Zdaj pa tisto, kar je v bistvu mene najbolj šokiralo in ne razumem tega. Med eksorcizmom je velikrat govorila v latinščini, grščini in francoščini, s tem, da nobenega od teh jezikov sploh ni prej poznala.
Oh, moj bog. Ok, kurjo pot sem spet dobila, zato ker to sem pa tudi že slišala za take situacije, da pač začnejo kar govoriti o jezikih, ki jih ne poznajo. In kako to razložiš? Ja. Mislim, ne vem, je pa res, da tudi človeški možgani so nerealno sposobni in mi v bistvu naših možganov, kapacitet sploh še nismo do konca prepoznali. A veš, kaj mislim? Ful je še eni stvari, ki bi mi lahko s svojimi možgani naredili. In če si ti maybe v podzavesti kdaj slišal francoščino, maybe ta nek del možganov. Francoščina, grščina še razumem, ampak latinščina pač na splošno velja kot mrtev jezik. Latinščine zdaj ne slišiš, ne? In kako je nekdo, ki ni nikoli v življenju prej slišal latinščine, niti ni, ne vem, študirala na teološki fakulteti, da bi ne brali neke latinske tekste. Doma niso, glede na to, da so tako verski, mi bi so kdaj brali kaj latinsko. Mogoče kakšna beseda ali kakorkoli, ampak da znaš ti potem tekoče latinsko, ne? Latinščina tudi ni tako lahka, Ja, ne, se je. Jaz hočem zdaj nekako probati racionalizirati, ampak ja. Tekoče, ok, da mogoče pobereš eno ali pa dve besedi, ki bi jih lahko tudi iz Biblije, recimo, kontam. Ampak da ti pa tekoče sestavljaš pravilne stavke, ne, slovnično pravilne, v latinščini. To je res noro, ja. Jaz sem, a ti, ki so bili pa zraven, valjda si so posneli, ne? Tako da lahko v bistvu ljudje slišijo, da je ležit tekoče. Ker sem tako, kdo, a so oni vsi zraven, ker razumeli te jezike, da vejo, da je tekoče, veš, kaj mislim. Ampak ok, ja. No, tudi njen glas se je velikrat spremenil, bil je tak bolj globok, kdaj je bilo slišati tudi več glasov. In zdaj mislim, da je pač edino pravilno, da ti jaz ta posnetek. Ne vem, a hočem, veš, a hočem. A ti hočeš? Sorry. Ja, absolutno hočem. Najprej ti bom pokazala sliko. In sicer to je bilo, se pravi, before and after, po in pred tem eksorcizmom. Brez skrbi bova prepopale to tudi tebe, vam, poslušalcem. Pač vsi boste to videli. Ja. Ker rabite to videti v iPhonu. Ful creepy. Joj, čak, Maša, da ja res hočem to videti, ker presežem, ti smo imela res, ne vem, kako v tem stanovanju preživela sama. You wanna see this? Pred in po. S tem, da mind you, ker ti bom to sliko pokazala, beba je stara 23, beba ni stara 70 plus. O boga. A kontaš? Oh my god, koliko mi bed, koliko se mi smil, ne, resno, meni ful hudo. Ampak pazi zdaj posnetke. Ja. A moram videti posnetke, ali pa poslušam? Ne, lahko poslušaš, ker so itak audio. Aha, so audio, ok, redo, bom slušala. Ker en križ bi napopala kle dejansko na steno. Jeklece. Nein, jeklece. Ne mar mi jeklece. Sonjane Milane, do, škijane, do. Si imaš draj. Onda so ne šmajde. Jaz sem... To je spet, to je lahko popačen glas, veš, lahko tudi jaz to delam. Ok, dej, dost, ne moram. Je vse en full creepy. Je full creepy, mislim, da so pa tudi pač posnetki, kjer ona govori v latinščini. Ni tako, da je creepy. Tako da ja, sej pravim, jaz ne moram zdaj reči, da verjamem v te paranormalne stvari, ker se mi še nič časa ni zgodil, ampak pa vidim, oziroma ko preberem kakšne take zgodbe v kakšnih teh eksorcizmih, kjer pa so neki posnetki, kjer dejansko neka drobna 21, 22, 23-letna punčka govori s takim glasom, govori več različnih jezikov, katerih v življenju še ni slišala, pač to mi pa je pol malo luno. Ja, to je še najtežji pojasniti, realno te jezike pa to. Ja. To je zelo težko, ampak ja, kakor sem pač rekla, naši možgani so tako nerealno sposobni. Ampak ja, pač ne vem. Pač vse je malo creepy, razumeš, če bi ti zdaj začela govoriti latinščino, to sploh ni dvoma. Ni dvoma, ja. Ne vem kaj, pač s križem te mahala, razumeš, to je res grozen. V glavnem so pa potem posneli tudi en film potem. A ja, je dejansko. Sicer pač ameriška verzija, The Exorcism of Emily Rose. A ja, ok. To mi je znano, sem ne vem pa, če sem gledala. Pač sem full teh stvari že pogledala. Ni mi zdaj tako full scary, kot ne vem, The Conjuring. Ok. Ampak ni pa betno. Je v bistvu kao posnet po tej zgodbi. Res creepy, no, jaz se pravim, ko sem šla pogledat, ko sem videla ta film, ko sem videla, da je posnet po resničnih dogodkih, sem se pol mal noter vrgla v ta primer. Ja. In ko sem pregledala vse te audio, video posnetke tega eksorcizma, mi je bilo res, pač le meni so šle kocine po gor. Ja, ne, itak, vsi so meni tudi šle zelo, pa tako ne vem. Je pa ja to zanimivo, veš, take religiozne družine, kada navlačijo to, mislim, lej, če rečemo, da ni to resnično, pač je tako, kar si ti rekla, ne, se pravi, vidiš, kar hočeš videti, bomo tako rekli, kar verjameš, sam če pa recimo, da je to resnično, da se to res dogaja, da te lahko posede demon, pa to,
Pa veš tudi to zanimivo, ker se mi zdi, da pač imajo te demoni, ta bitja, imajo lažji dostop do tebe, zato ker jih ti sprejmeš, ker verjameš v to tudi. Ne? In verjetno moraš verjeti v to, da te lahko nekaj posede na ta način. Pač, ja, razumem. Ne vem, pa se, kot so se prej pogovarjali, dobro je tudi verjeti, da obstaja neko onostranstvo, da obstajajo neke, a ne. In pa če ti verjameš v to, oziroma če hočeš verjeti v to, pa moraš nekako tudi verjeti, da pride s tem tudi ta negativen del, ne, negativna plat. Ker imaš tudi tako, kot v lifeu, imaš pozitivno stran lifea, imaš tudi negativno. Lahko se ti dogajajo tudi grozne stvari, ampak moraš to sprejeti, če hočeš uživati pol tudi v lifeu na pozitivne načine. In pol isto to, če obstaja onostranstvo, če obstajajo duhovi, če obstaja neka prezenca v smislu, ne vem, da lahko čutiš detka ali pa nekoga, ki ti bo res blizu in pa si vesel. Varuh, bla, 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 ja, mora pač obstajati tudi kontra temu, a ne, logično. In pač to pride zraven. In ja, je full scary, ker jaz hočem verjeti po eni strani, kot si ti rekla, zato ker hočeš verjeti, da gremo nekam, da nas čakajo ljudje, ki jih imamo radi. Ampak po drugi strani pa to pol, če to verjameš, pa moraš tudi verjeti, da obstajajo tudi te slabe stvari. Demoni. Ja. In da se ti to tudi lahko zgodi, ne. Tako da ne vem, pa čisto ne vem. Pa jaz se pravim, jaz ne verjamem glih v Boga, ne verjamem zdaj v to sveto pismo v smislu obstaja pekel, obstajajo nebesa. Ampak verjamem pa, ali pa vsaj hočem verjeti, da pa obstaja neka taka energija, kot neka višja sila, pa ni nujno, da je to Bog ali neka svetloba ali ne vem kaj, ki se tam nekje gor premika in mogoče pač bomo šli tudi mi enkrat, ja. Ne vem, ne vem. Ja, mislim, to imaš pol tudi te teorije zarote glede reinkarnacije, pa kaj je tista luč, ki jo ljudje v bistvu opisujejo potem, oziroma ko umirajo, ko skoraj umrejo. Ja. Ampak dej, to je debata za drugič. Kač pa hodile smo v bistvu tudi vas prositi, da če imate kakšne zgodbe, karkoli, zdaj se pravi, to je spooky month, torej kakšne, ne vem, creepy, nadnaravno, karkoli na to foro, like, we're all ears, ok? Tako, lahko nam pošleš, oziroma nama pošleš, in z veseljem prebereva, z veseljem predebatirava. Ja. Tudi mi dve si želiva mogoče dobiti kakšno tako zgodbo, ki se nekomu zgodila, zato da pač bo nama lažje, ko bova umrli. Da veva, da je tam pač pa nekaj. Še nekaj, pač jaz tisto zgodbo, ki sem jo povedala, res se nisem zmislila. Res se mi je to zgodilo. Lahko mogoče... Mi ti verjamemo. Lahko... Ne, res ja, hvala, cenam, res. Znam se dobila to 100 enih trolov, kaj si ta zmišljuje, kdo je ta bejba. Ampak ne, pač res, sej mogoče se da nekako pojasniti, karkoli že, vse se da zracionalizirati. Sam ja, meni je tisti res, ne vem, ker nek instinkt, nek šesti čut mi tudi govori, da pač je bilo nekaj na tem. In moj šesti čut, drugač, mu kar zaupam, se redko kdaj moti. Imamo kar dober šesti čut, no. Resno, pač jaz, moj instinkt je sporon za dosti stvari, tako da ne vem, no, pač tisti je ostali z mano in nikoli nam pozabila in pač vem, kaj sem videla in bomo videli. Lepo, da si to delila z nami. Ja, se to, tudi to zahteva pogum, okej. Absolutno, vse strinjam. Ja, okej, pa v bistvu tukaj najbolj, da zaključimo epizodo. Ja, če ti je bila všeč najna epizoda, subscribi, lajki, šeri, karkoli, pač sva na začetku najne poti, ampak karkoli v bistvu bi prav prišlo, tako da, ja. Upam, da ti je bilo všeč. Ja. Čau. To bom dala noto epizodo, pustila bom. A ti to resno?